Boj med znanim mariborskim odvetnikom in znanim prleškim slaščičarjem z besedami, tožbami. Boj, ki je potopil slaščičarja in odvetnika, ki je postal slaščičar. Zgodba o uspehu iz garaže z 90 zaposlenimi nominirana za Dravsko-Pomursko gazelo. Leta 97 smo začeli tukaj v garaže. Ste se pa razširili potem čez cesto, ne? Tako, potem smo pa čez cesto to stavbo naredili. Mi smo bili pionirji slaščičarstva, smo pakirano pecivo za trgovine smo začeli izdelovati mi in prodajati, tako da vse, kar smo mi naredili, so za nami kopirali vsi ostali. In prišli v tuš s pomočjo ljutomerskega župnika, danes službuje v Rogaški, Jožeta Vehovarja. Ni bilo težko priskočiti na pomoč, pravi Vehovar, saj sta tudi Šalomonova vedno pomagala in nekajkrat letno ob cerkvenih slovesnostih darovala pecivo. Pravi Marcel, rad bi prišel v tuš. Sem rekel ti, jaz poznam direktorja, pa ga vprašajmo. Zgodba se je začela lomiti na zemljišču nekdanje Simentalke, kjer so si obetali slaščičarski imperij, robotizirano proizvodnjo, saj da so imeli podpisanih 25 predpogodb po tujini za prodajo peciva. To je bila nekdanja Simentalka, ne? Sedaj je seveda porušeno in so temelji nove zgradbe. In tukaj se je potem zaustavila zgodba, ne? Tukaj se je zgodba končala. Začela nova, težja zgodba. Kako se pa sami čutite krivi, da je do tega prišlo? Kriv se sam počutim toliko, koliko sem bil naiven. V Rogliček so začele leteti puščice poleti 2012, ko je dobil začasno izvršbo od italijanskega podjetja, kjer je za 3,5 milijona evrov želel kupiti linijski stroj za peko peciva. Ker jim Hypo banka ni izplačala kredita, jim je odbila plat zvona. Sledile so blokade računov, usedli so se na nepremičnine. Kalkulirali smo se s tem, da nismo prej kredita vzeli, kot smo podpisali pogodbo. To je bila naša usodna napaka. Zato se je obrnil na odvetnika Danijela Planinšca, s katerim sta se, tako Šalomon, spoznala na dopustu v Bibinjah na Hrvaškem. Takrat sem ga šel kot prijatelja, kot znanca prositi za nasvet in je rekel, bomo vse skupaj uredila, nič se ne boj. Pa je predlagal, da bo zadevo rešil, če mu v bistvu plačam nekje znesek 1,5 milijona evrov. In potem ste zahtevali plačilo 1,5 milijona evrov za pravne storitve, drži? Ne. Kakšen 1,5 milijona evrov? Zdaj on lahko zanika marsikaj, ne? Zahteval je plačilo 1,5 milijona evrov, potem pa je rekel ali pa 30% podjetja. Trenutno boste našli vsaj 100 ljudi na svetu, ki bodo trdili in vas prepričevali in navajali, da so Napoleon. Torej zanikate, da ste zahtevali 1,5 milijona evrov ali 30% novega podjetja? Vse pravim. 100 ljudi zdaj danes trdi, da so Napoleon. Torej drži ali ne drži? Seveda ne. Zakaj ste se vi obrnili na gospoda Planinšca? Gospoda Planinšca sem poznal iz dopustovanja in smo bila, tako rečeno, prijatelja. Ste bili kdaj vi z družino Šalomon osebni prijatelji? Ne, nikoli. Nikoli. Sta pa bila soseda, ne, na Bibinjah? Ne, nismo sosedje. Nista imela vsak svojo vilo tam? Niso se, no, gledajte, zdaj o vilah govoriti, nismo sosedje. Kako ste se pa potem spoznala sploh, da je prišel gospod Šalomon do vas? Ja, on je pač zvedel, da sem jaz tudi tam v kraju in je pač prišel k meni. Tole je oglas, kjer Planinšec prodaja 250 kvadratnih metrov veliko vilo v Bibinjah za 600.000 evrov. Vila s 4 apartmaji in še 480 kvadratnimi metri okolice je tik ob morju. 2 hiši naprej so, nepremičnina je napisana na teto, dopustovali Šalomonovi. Ali ste se obrnili zato, da bi tudi vi na nek način se izognili upnikom? Mislim, jaz ne vem, v kateri fazi bi se izognil upnikom, saj sem v bistvu izgubil vse, čister vse. Diametralno nasprotna zgodba se začne zapletati. Rogliček Marcel Šalomon SP gre v stečaj. Upnikom dolguje slabe 4 milijone evrov. Predtem so ustanovili na pobudo Planinšca, tako Šalomon, podjetje Prvi Rogliček. 30% lastnik postane Planinšec, 70% pa Šalomonov sin Žan. Danes je direktor sin Alen Planinšec, prokuristki pa Planinšečeva žena Liljana in Šalomonova žena Tanja.
ker prvo smo dali 30% podjetja, potem je zahteval še 20% podjetja. Ko pa smo to dali, pa je nagnal ženo iz podjetja in v bistvu zamenjal ključavnice in nas vrgal na cesto. Ali drži, da ste potem z izseljevanjem dobili še dodatnih 20% podjetja? Ne moreš z izseljevanjem dobiti ničesar. Jaz sem dokupil 20%. Koliko ste plačali zanj? 1500 evrov. Ob tem Planinšec ves čas poudarja, Rogliček s prvim rogličkom nima nič. Šalamon pa, to je eno in isto. Vsi produkti, vsi stroji, vse pogodbe, ki jih še sedaj uporablja prvi rogliček, tudi blagovna znamka, je v bistvu bila moja last in je bila sovražno prevzeta. Sovražni prevzemi so značilni za Združene države Amerike. Ne moreš sovražno prevzemati nekaj, kar sploh ni, bom rekel, statusno pravno isto. Pravno, formalno sta dve ločeni osebi, ne? V praksi pa to vseeno in isto trdita. Se vam pravim, da vam bo trdilo 100 ljudi na današnji dan, da so Napoleon. Ne, žal. Ampak delate pa enake slašice, ko so jih predelali. Kje pa? Gospod Planinšec, lahko rečem, da laže. Jaz vem, da delajo. Prav zato nas je Šalamon odpeljal v slaščičarno nasproti domače hiše, ki jo zdaj prodajajo v stečajni masi. Te zadeve so bile ustvarjene z naše strani. Zdaj se pač prodajajo kot isto blagovno znamko, samo z drugim lastnikom. Da Planinšec funkcionira po principu nenehnih groženj, zatrdi Šalamon. Želel je dati novo podjetje v stečaj. Samo da je grozil, da zadeve, da bi se mu klonili. Grozil vam je? Grozil je, dobesedno grozil. Da bo dal vse skupaj v stečaj, pa da bomo že videli, kaj bo on naredil, pa kaj je on in tako naprej. Prokuristka prvega roglička Liljana Planinšec nam ni dovolila posneti proizvodnje in zanimivo, niti peciva v slaščičarni, ker da je to poslovna skrivnost. Ne grožnje, ampak nenadno odpoved pa je dobila zaposlena Brigita Lesničar, sploh prva zaposlena v rogličku. Takrat, ko sta šla Tanja pa Marcel, ko so Tanje dali odpoved, sem potem za par dni, 2 tedna tudi jaz dobila odpoved. Sem zato pač, ker sem rekla, ker za mene sta šefa še vedno Tanja pa Marcel. Danes spet dela za koncema Šalamon, ki sta od konca aprila zaposlena v hotelu Stela v Ljutomeru. Zanikata, da bi bila sama najemnika. Najemnik je njun svak. Ko smo tudi v Planinšcu rekli, da želimo slišati njihove zaposlene, nam je sporočil: govorili bile zakriti pred kamero. Nam je pa posredoval 3 pisma zaposlenih o dobavi materijala proti zakoncema Šalamon. Ko smo raziskovali, smo slišali tudi nemalo očitkov, da so Šalamonovi živeli na veliki nogi, delavci pa dobivali minimalne plače. Nasprotno, trdi župnik Vehovar. Gospa, ki je prišla za snažilko, da čisti prostore, je dobila takrat prvo plačo takšno, da se je dobesedno razjokala. Ne vem, za koga je, kaj je visoka noga, da človek dela od jutra do večera, vsak dan. To je način življenja, imeti neko podjetje, imeti 60, 70, 80, 90 ljudi zaposlenih. Drugače na veliki nogi bi lahko rekel, da živi gospod Planinšec. Zdaj bi bil zelo vesel, če bi pokazal malo svojo hišo, jaz lahko svoje z veseljem pokažem, ker nima nič notre. On pa ima take dragocenosti notre, s takimi avti se vozi, da ti je... Imeli ste pa jahto, pa vilo na morju in tako naprej. Glede, vile na morju nikoli nisem imel. Imel sem čoln, kateri je bil na podjetje, katerega je tudi leasing zasegel takrat. Niste pa premoženja preusmerili drugam čez mejo? Nimam ga kam preusmerjati. Tudi sosedje pa vsi vedo okrog, kje je naše premoženje, pa kaj je naše. Sta pa Šalamonova na odvetniško zbornico prijavila Danijela Planinšca. Tako sta odprta 2 disciplinska postopka proti Planinšcu zaradi neuradno kršitve dolžnosti varovanja poklicne tajnosti. V konkretnem primeru težko komentiram, zakaj gre. Ukolikor pa govoriva na neki splošni ravni, da gre za izdajo poklicnih skrivnosti, pa je to ena izmed hujših kršitev zakona o odvetništvu. Planinšec, dokument sem predal policiji in upniku. V smeri, da ne bi prišlo do očitka, da sem jaz, kakšen pomočnik ali pa kakoli pri storitvi kaznivega dejanja zlorabe, torej oškodovanja upnikov, dal pogodbo,
ki pač govori o tem, da je ta Marcel Šalamon na nekomu posodil denar za nakup jahte, tako smiselno, pač bi ta jahta morala iti v stečajno maso ali pa denar, ne pa tako, kot se je to poskušalo narediti. Tako se sankcij nikakor ne boji poudariti. Če je odvetnik spoznan za odgovornega, lahko dobi opomin, denarno kazen ali... Kot najstrožji ukrep tudi prepoved opravljanja odvetniškega poklica. Zdaj so nekdanje nepremičnine Šalamonovih na prodaj in Planinšec bo kakšno zagotovo kupil, kot je potrdil. Ona dva sta bila kot slaščičarja izredno sposobna. Morda je bila tudi kakšna mera zaupanja prevelika, ne? In je potem to pripeljalo do tega. Do tega, da danes z hišnega praga opazujeta, kako sta izgubila vse, kar sta gradila 15 let. V bistvu zelo, zelo težko. Bili so tudi časi, ko nismo imeli za kruh, pa tako da ne bi šel več to. Niti pod razno.